Mislite, da vam kreditna ocena 800 zagotavlja hišo? Ne zagotavlja. Trenutno umetna inteligenca pregleduje bančne izpiske, ne samo vaše ocene, in tiho označuje dejavnosti kupi zdaj, plačaj kasneje, kot sta Klarna ali Affirm. Tudi če jih nikoli niste uporabljali, še vedno plačujete 8% skriti davek na vse, kar trenutno kupite. In to je zato, da podprejo 46 milijard dolarjev fantomskega dolga ljudi, ki stojijo v vrsti za vami. Torej, pravo vprašanje ni vaša kreditna ocena. Gre za to, čemu sistem meni, da ste izpostavljeni in koliko časa bo minilo, preden se to obrne proti vam. To je prevara. Kupi zdaj, plačaj kasneje. Prvo poglavje. Nevidna 8% doplačila. Na blagajni v supermarketu vam okoli vratu visi nevidna teža. Ko uporabite kreditno kartico, jo v povprečju vsakič, ko tapnete, transakcijska provizija od 1,3% do 3,5%. Ko uporabljate aplikacijo za nakup zdaj, plačilo kasneje ali podjetje BNPL, kot sta Klarna ali Affirm, zaračunajo celo do 8% obdelovalnih stroškov za isto transakcijo. To je skoraj 4-krat več kot pri običajni kreditni kartici. To pomeni, da podjetja izgubijo skoraj desetino celotne cene pri vsaki prodaji. To ne zveni tako slabo, kaj ne? Ampak ni možnosti, da bi ta podjetja prevzela dodatne stroške. Ponudniki storitev kupi zdaj, plačaj kasneje radi izpostavljajo svojo klauzulo o prepovedi doplačila, kar pomeni, da za razliko od kreditnih kartic supermarketi ne morejo dodati neposrednih dodatnih stroškov za plačila po sistemu kupi zdaj, plačaj kasneje, da bi pokrili svoje izgube. To se sliši precej potrošniku prijazno, kaj ne? Seveda, ne morejo dodati neposrednega dodatnega stroška za nakupe po sistemu kupi zdaj, plačaj kasneje, lahko pa zvišajo cene na splošno. Na ta način razporedijo udarec po celotnem toku prihodkov, nekako kot finančni neprebojni jopič. Njihovi dobički ostanejo nedotaknjeni in vi sploh ne opazite, kakšno sleparsko igro so pravkar odigrali z vami. Nevidni davek, ki so ga dodali vsakemu izdelku, preprosto izgine v večjih valovih svetovne inflacije. Popoln zločin. In vi ste žrtev. Ampak če povzročajo vse te dodatne težave, zakaj potem supermarketi in drugi manjši prodajalci sodelujejo? To so stroji za ustvarjanje dobička, ne naredijo ničesar, če od tega nimajo koristi. In kadar imajo oni od tega korist, to skoraj vedno pomeni, da mi istočasno nekaj izgubljamo. In to velja tudi tukaj. Prodajalci so pripravljeni prenašati dodatne zaplete, ker igrajo na dolgi rok. Ne gre za to, bi zaslužili nekaj dodatnega drobiža. Gre za temeljito preoblikovanje potrošniške psihologije v njihovo lastno korist. Tako je, nakup zdaj, plačaj pozneje se morda zdi kot majhna ugodnost, vendar vas v resnici vsakič, ko ga uporabite, pere možgane. Študija iz leta 2044 je analizirala nakupovalno vedenje 275 tisoč potrošnikov, ki so uporabljali storitve nakup zdaj, plačaj pozneje in odkrila nekaj zaskrbljujočih stalnic. V povprečju niso imeli uporabniki storitve nakup zdaj, plačaj pozneje le za 10% večjo vrednost nakupovalne košarice pri blagajni, temveč so opravili tudi več nakupov, ki jih sicer ne bi opravili. To pomeni, da vam storitev nakup zdaj, plačaj pozneje daje iluzijo, da plačujete manj naprej, zato sami sebe pretentate in mislite, da lahko v enem nakupovalnem pohodu zapravite več. To koristi tako storitvi nakup zdaj, plačaj pozneje, kot tudi trgovcu, vas pa na koncu pusti z manj denarja. Ta zahrbtni trik, ki ga izvajajo nad vami, se imenuje abstrakcija. To je del širšega prizadevanja finančne industrije, da bi denar naredila manj oprijemljivega, manj resničnega, manj neposrednega. Na ta način se ne boste počutili tako slabo, če boste zapravili več, kot si lahko privoščite. Če nakup ne povzroči, da bi denar takoj zapustil vaš račun, je tudi manj spodbud, da bi počakali z nakupom. Namesto tega boste naredili točno to, kar si želijo. Zapravljali in zapravljali in zapravljali, nato pa vas bo šele kasneje skrbelo, od kod boste vzeli denar. V trgovinah plačujete več, da financirate burrito nekoga drugega. Vse zato, ker velike korporacije želijo dolgoročno iztisniti denar iz vseh. Ko pa pogledate na to z večje kulturne ravni, ugotovite, da je inflacijski davek le en simptom veliko večje nadloge in to nadlogo je naš državni dolg že staknil. Drugo poglavje. Megla fantomskega dolga. Ena oseba, ki si nabira dolg za sendviče prek Klarne, je eno, toda dejstvo, da jo uporablja dejanskih 53,6 milijona Američanov, več kot celotno prebivalstvo Južne Koreje, je finančna atomska bomba. Dobrodošli v divjem in presenetljivo nereguliranem svetu potrošniškega dolga. Samo v letu 2024 je bilo 334 milijard dolarjev globalnih transakcij kupi zdaj, plačaj pozneje. Več kot 25% ameriških uporabnikov BNPL je to uporabilo za plačilo živil. Obročni načrti niso ravno novost. Ljudje so razdeljevali plačila za velike nakupe, kot so avtomobili in večji kosi pohištva, že tako dolgo, kot so ti potrošniški izdelki na trgu.
Kakšna je škoda, če enako naredimo za srednje in manj vredne potrošniške izdelke, če jih lahko preprosto pravočasno odplačaš? Če. In ta dvočrkovna beseda vodi do fantomskega dolga. Ker podjetja BNPL nimajo enakih obveznosti poročanja kot banke ali kreditne agencije, če zamujaš s plačili, to ne bo pustilo sledi na tvojem kreditnem poročilu. To je neporavnani dolg, ki ga dolguješ, brez ustrezne papirne sledi zunaj notranjih sistemov izbrane BNPL storitve. Ampak zakaj je to pomembno? Samo spomni se finančnih grozot iz leta 2008. Težava v središču svetovne finančne krize je bila v tem, da so finančne institucije zavestno dajale hipotekarna posojila svojim strankam, ki jih te niso mogle odplačati. In ko se je iztekla uvodna obrestna mera na teh posojilih, lastniki stanovanj niso mogli odplačevati dolga, kar je povzročilo množične neplačane dolgove. Celoten sistem se je zrušil od temeljev navzgor. Zato je izjemno pomembno, da lahko finančne institucije opravijo natančne ocene tveganja za vse, ki zaprosijo za posojilo. Toda tudi če imajo najboljše namene, ne morejo videti fantomskega dolga, ki preži v temnih kotičkih vaših financ. Tistih neporavnanih dolgov ne bodo upoštevali v vašem kreditnem poročilu in to je velika težava. Ali lahko osebi, ki mora povečati svoj kreditni limit za naročilo v McDonald'su, zaupamo, da ne bo prenehala odplačevati stanovanjsko posojilo? To je kot neviden strupen plin, ki lebdi v zraku okoli teh navidez nedolžnih posojil. Toda to ni edina temna stvar, ki se zgodi, ko vas preganja fantomski dolg. Ekonomisti temu pravijo kopičenje, kjer potrošniki hkrati jemljejo več manjših BNPL posojil. Povečujejo svoje kreditne limite in izgubijo pregled nad tem, koliko v resnici dolgujejo v vsakem trenutku. In to ni hipotetičen primer, s katerim bi vas želel prestrašiti. Urad za zaščito potrošnikov na finančnem področju je ugotovil, da je imelo leta 2021 in 2022 kar 63% uporabnikov storitev Kupi zdaj, plačaj pozneje, hkrati več posojil. To bi bil že sam po sebi dovolj velik problem, če bi vsa ta posojila nastajala pri eni sami storitvi. Toda urad je ugotovil, da ima 33% strank posojila pri različnih ponudnikih. To je ogromna, zastrašujoča finančna pajkova mreža, ki jo je vse težje spremljati brez dostopa do dobesedno ton papirjev z medosebnimi in medpodjetniškimi finančnimi zapisi. Mlajši Američani z nižjimi dohodki so glavna skupina uporabnikov storitev BNPL, zato je dejstvo, da BNPL dolg postaja vse večji del kreditnega ekosistema, izjemno zaskrbljujoče. Tim Quinlan, ekonomist pri Wells Fargo, je ocenil, da je bilo leta 2023 prek BNPL porabljenih kar 46 milijard dolarjev in ni videti, da bi se to upočasnjevalo. Skoraj 30% ameriških potrošnikov je že kdaj uporabilo storitve Kupi zdaj, plačaj pozneje. In ker se zdi, da se njegovi učinki na naše gospodarstvo kopičijo, bo to začelo izgledati kot bolj razumna možnost za ljudi, ki skušajo preživeti iz meseca v mesec. Dolžniški balon raste v temi. Trije veliki kreditni uradi, Equifax, TransUnion in Experian, pa o tem nič ne vedo. Torej, če je vse to nevidno za vlado in glavne kreditne urade, kaj pravzaprav drži ta celoten sistem skupaj? In kako se lahko toliko povprečnih ljudi ujame v to mrežo laži in nevarnih dolgov? Da bi razumeli vse prevare, ki se tukaj dogajajo, je pomembno, da najprej razumete eno veliko laž, ki vse to sploh omogoča. Tretje poglavje. Anatomija dolžniške pasti. Če je tukaj časovna bomba v tem, da ljudje ne odplačujejo svojih posojil, je rešitev zagotovo preprosta. Urejanje sistema, da bi zagotovili, da podjetja BNPL sodelujejo samo z ljudmi, ki imajo dobro kreditno sposobnost. Toda takšna ureditev ne obstaja. Kolesa zakonodaje se vrtijo izjemno počasi. Medtem pa se zdi, kot da so sistemi BNPL skoraj zasnovani tako, da poiščejo popolne žrtve, ki bodo kasneje povzročale težave. Prej smo vam povedali, kako se zdi, da BNPL temelji na psihološki bližnjici. Če pravo naravo plačila potisnete dlje v prihodnost, denar se ne zdi več resničen. Porabiti ga postane veliko lažje. To je prav tisti mehanizem, na katerega trgovci računajo, da bodo dejansko ustvarili dobiček s storitvijo Kupi zdaj, plačaj pozneje. Psihološka študija iz leta 1998, ki sta jo izvedla Preleh in Levenstein, je pokazala, da se, ko ločite nakup od plačila, če tudi le za malo, pojav, ki ga imenujeta bolečina plačevanja, omili. In tako kot nas fizična bolečina obvaruje pred nevarnimi situacijami, nas ta finančna bolečina obvaruje pred finančno nevarnimi situacijami. Zdaj BNPL na stežaj odpira vrata tej isti situaciji in ji pripravlja topel sprejem. Raziskovalci na Univerzi Stanford so se odločili podrobneje raziskati svet BNPL. Bili so navdušeni nad tem, kako je posebna BNPL metoda plačila v 4 obrokih delovana predobro, da bi bila resnična. Če ste kdaj uporabili katero od teh storitev, točno veste, o čem govorimo.
Najprej plačate 25% cene vnaprej, preostanek pa razdelite na še 3 dele po 25%, ki jih plačate v 6 tednih. Katerakoli BNPL storitev, na katero ste se prijavili, najprej pokrije strošek in vzame delež od trgovca. Denar, ki ga kasneje vračate storitvi, ne trgovcu samemu. In če ta odplačila opravite pravočasno, se te storitve rade pohvalijo, da je dogovor brez obresti. Toda ni treba pogledati prav globoko pod površje, da stvari postanejo zlovešče. Za razliko od kreditnih kartic, te storitve ne zahtevajo preverjanja kreditne sposobnosti, kar jih že samo po sebi naredi zelo privlačne za ljudi, ki imajo že zgodovino neplačevanja posojil. To je izjemno nevaren proces samoselekcije za industrijo, ki temelji na prepričanju, da bodo njene stranke plačale kasneje. Podjetje za tržne raziskave CB Insights je ocenilo, da bi lahko do konca leta 2025 skupni obseg posojil iz storitev Kupi zdaj, plačaj pozneje dosegel $1 bilijon. Z besedami Ida Dehana, profesorja računovodstva na poslovni šoli Stanford, finančna pismenost povprečnega uporabnika ni najboljša. Če jih pustimo brez nadzora, podjetja, ki odobravajo kredite, to pogosto počnejo na račun potrošnikov, kadarkoli lahko. A očitno povprečen potrošnik tega opozorila ne upošteva. Povprečni uporabniki BNPL imajo 4% več stroškov zaradi prekoračitve, 1,1% višje obresti na kreditnih karticah in 2,3% več zamudnih stroškov na kreditnih karticah kot tisti, ki se temu izogibajo. A to je blažja plat. V hujših primerih pa so ljudje, ki jim njihovi najljubši trgovci ponujajo možnosti BNPL, doživeli 8,9% povečanje stroškov zaradi prekoračitve, 2,5% povečanje obresti na kreditnih karticah in 8,4% povečanje zamudnih stroškov. Za povprečnega uporabnika to pomeni $176 dodatnih stroškov na leto, v hujših primerih pa $252 na leto. Ko te številke razširite na desetine milijonov potrošnikov, postanejo stvari veliko bolj grde kot le posamezne skrite pristojbine. Študija Zvezne rezervne banke v Richmondu je povedala, da je ena od možnih skrbi ta, da lahko uporaba BNPL spodbudi nekatere potrošnike k prevelikemu zadolževanju, s čimer se oslabi njihova sposobnost odplačevanja drugih dolžniških obveznosti, ki niso povezane z BNPL. BNPL lahko služi kot vstopna točka za kopičenje tveganj, ki se lahko prenesejo tudi na druge oblike potrošniškega kredita. Za uporabnike BNPL stvari ne izgledajo prav nič rožnata. Po podatkih CEPB so za razcvet BNPL odgovorni predvsem posojilojemalci s slabšo kreditno sposobnostjo. Samo potrošniki z zelo slabo kreditno sposobnostjo predstavljajo 45% BNPL posojil. Dodatnih 16% pa prihaja od posojilojemalcev s slabo kreditno sposobnostjo, a to je le del zgodbe. Ista raziskava kaže, da se ljudje ne zanašajo le na BNPL. V kateremkoli mesecu imajo v povprečju $22,000 nezavarovanega dolga. Presenetljivo je, da je le 17% tega dejansko BNPL. Z drugimi besedami, BNPL očitno ne zmanjšuje dolga. Pojavi se šele, ko dolg že obstaja in stvari še poslabša. Brezplačen denar brez pogojev ne obstaja. Še huje pa je, da se ta zanka trenutno zateguje okoli vratov vseh na najslabši možni način. Četrto poglavje. FICO 10T, udarni val in tihi zavrnitve. Svet kreditov v osnovi ne bi deloval brez kreditnih ocenjevalcev. Oni ocenjujejo in prevzemajo tveganje, ki je povezano s katerokoli transakcijo, in več kot ima neka finančna institucija tveganih transakcij, bližje je nevarnemu območju. Če iščete posojilo ali zavarovalno polico, je prav ocenjevalec tisti, ki opravi skrbni pregled. In ti ocenjevalci bodo zdaj vzeli ta prikriti dolg iz vseh vaših BNPL nakupov in si ga dobro ogledali. Če ste bili navdušeni nad nakupi prek BNPL storitev, to lahko pomeni, da se obetajo težki časi. Eden najpomembnejših dejavnikov v vašem finančnem življenju je vaša FICO ocena, ki se giblje med 300 in 850. Določa se na podlagi vaše zgodovine plačil, izkoriščenosti kredita, dolžine kreditne zgodovine in vrst kreditnih računov. Praktično ni mogoče pretiravati, kako pomembna je ta ocena za vaše zadolževanje v Združenih državah Amerike. Po podatkih Investopedia je to odločilni dejavnik pri približno 90% odločitev o posojilih. Od leta 2026 dalje so začeli ocenjevalci vključevati vašo zgodovino BNPL kot dejavnik pri določanju vaše ocene. In ne samo, da so bili usposobljeni prepoznati značilne znake BNPL porabe na računih ljudi, začeli so uporabljati tudi modele umetne inteligence, ki so usposobljeni za zaznavanje takšnega vedenja. Kar ti modeli in ocenjevalci odkrijejo, ne bo izboljšalo kreditnih ocen uporabnikov BNPL, še posebej, ker postaja neplačevanje obveznosti vse bolj razširjen trend v industriji. V anketi iz leta 2025, ki jo je izvedla kreditna platforma LendingTree, je 41% uporabnikov povedalo, da so v zadnjem letu zamudili s plačilom.
To je več kot v letu 2024, ko jih je bilo 34%. To v nobenem primeru ni spodbuden trend. Ko kreditni ocenjevalci in modeli umetne inteligence zaznajo te zamude, so lahko posledice zelo resne. Če vam ne morejo zaupati, da boste v 6 tednih odplačali $200 za živila, kako naj vam potem zaupajo 30-letno hipotekarno posojilo? In to ne pravimo samo mi, ampak kar hipotekarna industrija sama. Po podatkih Waterstone Mortgage se lahko, čeprav se načini plačila BNPL zdijo priročni in neškodljivi, prekomerna uporaba teh storitev negativno odrazi na vaši odobritvi hipoteke ali celo povzroči zamudo pri zaključku postopka. Če nameravate kmalu začeti postopek odobritve hipoteke, bi bilo morda pametno dvakrat premisliti, preden odprete preveč BNPL računov ali jih uporabljate prepogosto. Kjer vam lahko resnično začne uničevati možnosti za lastništvo doma, je, ko vpliva na vaš DTI oziroma razmerje med dolgom in dohodkom. To so vsi vaši mesečni obroki dolga, deljeni z vašim bruto mesečnim dohodkom, pri čemer je najnižji možni delež idealen za posojilodajalce. To je eden glavnih dejavnikov, ki določajo, ali si lahko zagotovite hipotekarni kredit. Prej, preden je kreditna industrija lahko videla vaše podatke o vaših BNPL obveznostih, ste morda delovali finančno zdravi. Toda, če so vaša BNPL plačila vključena v vaš DTI, ste lahko omejeni. Tudi če ste sicer finančno zdravi, vas lahko dodatni mesečni dolg potisne nad 43% vašega DTI, kar pa hipotekarni posojilodajalci štejejo za tvegano. V mnogih primerih to vodi do samodejne zavrnitve. To je težava s fintechom, industrijo, ki združuje vse najslabše lastnosti tehnologije in finančnih institucij. Prodajo vam takojšnjo priročnost podjetja z miselnostjo premikaj se hitro in ruši stvari, nato pa ugotovite, da je tisto, kar se ruši, vaše sanje o lastnem domu. In če bi bil to celoten obseg problema, bi bilo že to dovolj slabo. Toda pod tem prikritim dolgom, pod tihimi zavrnitvami, nas vse čaka še nekaj hujšega. Peto poglavje, časovna bomba sekuritizacije. Tudi če BNPL sam po sebi ni sila, ki bi lahko sama povzročila zlom celotnega gospodarstva, je vseeno le še en korak v bolj nevarno smer za vse nas. Od abstrakcije valute do naraščajočega dolga se zdi, da je BNPL še en mejnik na naši poti proti popolni nočni mori gospodarstva brez lastništva. Morgan Stanley je izrazil zaskrbljenost, da bi lahko BNPL deloval kot prikrivni dejavnik, ki onemogoča, da bi poznali resničen obseg potrošniškega dolga. A to se zdi kot mala težava v primerjavi z večjimi družbenimi tveganji. Ko denar preneha biti psihološko resničen in se lahko kreditne linije neskončno podaljšujejo, se majhna plačila nikoli ne končajo in prava izmenjava se nikoli ne začne. Razen kisika, ki ga za zdaj dihaš, boš imel le začasen dostop do skoraj vsega. To bo najemniško gospodarstvo, ki ga bodo vodili naši tehnofeudalni gospodarji, ti pa boš le eden izmed milijard, ki jih bodo vsakodnevno izkoriščali. Še vedno si želiš še več prevar? Oglej si severnokorejsko superprevaro v vrednosti $3 milijarde 600 milijonov ali pa si namesto tega oglej to.